Velika noč je za nami, pričakujemo Binkošte. Glavno mesto Kosova ostaja Priština. Reptili med nami, premijeju na skrivni operaciji odstranili rep. Jure Godler je mislil, da je frajer že pred Godler šovom. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Razkritje akcije, v kateri je SDS na spletno anketo žurnala 24 pošiljala po 10 glasov na sekundo za Janeza Janšo, ima nepričakovane posledice. Za akcijo naj bi poskrbel Aljoša Lovšičnik, ki so ga pred leti obravnavali tudi operativci Sove, ko so raziskovali, kdo je na spletnem naslovu udba.net objavil seznam njenih tajnih sodelavcev. Poslanska skupina SDS zato zahteva sklic nujne seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bi obravnavali sum, da je Sova spremljala delovanje članov SDS. Poslanec Miro Petek je ob tem še enkrat povedal, da je Sova v preteklosti delovala kot politična policija. Gre za objavo sodelavcev politične policije prejšnjega sistema, ki seveda nima nič opraviti z varnostjo neke demokratične države. Zato je čudno, da je Sova zaradi te objave s svojim delovanjem posegla med člane politične stranke in seveda nas upravičeno zanima, ali je za vse to imela tudi zakonsko osnovo. Čarovnik spletnih anket in udbeneta Aljoša Lovšičnik, ki je registriral domeno sds.si, je lastnik tudi domene depala-vas.si, na kateri so leta 2003 objavili nekatere zaupne dokumente. Petka smo vprašali, kdo je Aljoša Lovšičnik. Bil naj bi skrbnik informacijskega sistema SDS, kakšna je njegova funkcija in zakaj ga je Sova spremljala. Ne vem, to bomo poskušali izvedeti na seji komisije in od Sove. Ampak veste pa, kaj on počne v SDS? Jaz ga poznam na videz. Aha. In veste, kako ga je Sova ujela? Ne vem. In še eno Denisovo vprašanje. Boste morebiti tudi njega vabili na sejo komisije, da vam pač pojasni kakšne zadeve, ali ne? Zaenkrat bomo poskušali dobiti na sejo gospoda Podplegarja. Pa mislite, da ne bi bilo boljše, da pokličete najprej tega Aljoša Lovšičnika, se je v stranki, pa vam bo on tudi povedal, zakaj bi moral biti, oziroma je bil nadzorovan, kot pravite. Mislim, da ga to lahko tudi novinarji vprašati. Ne javlja se na telefon. Predsednik komisije Pavel Gantar je napovedal sklic nujne seje na zahtevo SDS, hkrati pa pravi, da je zaskrbljen zaradi obsega podtalnega delovanja SDS. Na nek način se mi zdi, da so te stvari vendarle močno povezane s predvolilnim časom in z dejstvom, da so se nekateri odločili v politiki, da bodo nadaljevali z metodami, ki so bolj značilne za obveščevalne službe in podobne stvari kot pa za politiko. LDS je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o upravljanju premoženja pridobljenega s prodajo državnih deležev. Gre za idejo Matjaža Gantarja, po kateri naj bi se denar od prodaje zbiral v posebnem skladu, s katerim bi upravljala Banka Slovenije, nad katero pa guverner ni bil najbolj navdušen. Jaz centralnih bankirjev še nikoli nisem videl, da bi navdušeno reagiral. Pa še za monetarno tekočo politiko se ne rabite še ukvarjati zdaj zadnje leto, tako da ne, po mojem je čas delati še kreativno. Gantar je povedal tudi, kaj si misli o uvedbi finančne policije. Ovo lahko še športno policijo, zdravniško policijo, ovo imaš lahko veliko policije. Jaz mislim, da je policija, pridevniki so pa pač pridevniki. Nova Slovenija nasprotuje pobudi stranke Zares za začasno prepoved namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje. Poslanec Alojz Sok je ob tem povedal tudi nekaj besed o koloradskem hrošču. Slovenija do leta 1940 ni, pa cela Evropa, ni poznala koloradskega hrošča. Z uvozom krompirja iz Amerike ali pa pošiljkami vojne pomoči krompirja iz Amerike pa je koloradski hrošč prišel na evropska tla in je bilo potrebno za zaščito krompirja uporabiti najbolj strupena insekticidna sredstva, izdelana na bazi DDT-ja. Doktor ekonomije, partner in direktor svetovalne hiše AT Krni, Andrej Vizjak je predstavil svojo novo knjigo Konkurirajte največjim. Dvorana je bila polna, tudi zato, ker Vizjaka pogosto zamenjujejo z njegovim soimenjakom, ministrom za gospodarstvo.
Ja, ob samem začetku je bilo zanimivo, ker je Pop TV ob 8. zvečer pokazal mojo sliko in da sem jaz novi minister in potem je Mladina objavila članek o tem. Vizjak, ki najverjetneje nikoli ne bo slovenski minister za gospodarstvo, je zbranim predstavil tudi svojo kocko uspeha. Gorenje in Mercator sta bili ključni dve podjetji, ki sta sodelovali pri razvoju tehnologske in ko sem sodeloval z njima, sem videl, kako lahko uspešno konkurirata največjim. V panogi bele tehnike konkurira Gorenje z GE-om, Whirlpoolom, Electroluxom in BSH-om. V panogi trgovcev s hrano konkurira Mercator, poleg velikih Američanov, tudi z velikimi Evropejci, kot so Tesco, Auchan, Metro in Apold. In ta konkurenca ne bi bila mogoča, če ne bi Gorenje in Mercator našla odgovore na 6 izzivov. Če pogledamo kocko, vidimo, da ima 6 barv in vsaka barva ponazarja enega od teh izzivov. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Center za kritično politologijo FDV, Socialni center Rog in gibanje Svet za vsakogar so pripravili javno razpravo o trendih v evropski migracijski politiki. Savik iz azilnega doma Vič je takole pojasnil, kaj je bil namen razprave. Želimo povedati za te stvari, kaj dogaja v azilnem domu, da bi ljudem vedeli, da mi smo tudi ljudi, normalni ljudi. V hramu vinske kleti Vina Koper so slovesno predstavili monografijo o istrski avtohtoni rdeči vinski sorti Refošk. Refošk, resnična pravljica o rdečem kralju. Nastopil je tudi Vlado Kreslin. Kjer je bilo najboljše, je bilo tam, so se oni spomnili, tam je bil pa dober koncert, ker je bilo toplo vino in mehko meso. Na Ortofestu 2008 se je na odre vrnila legendarna punkerska zasedba Njet. Še vreme, kot kaže, precej neuspešno. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami.